Mogoče ne prej o tem, videli smo zdaj razstavo študentov likovne pedagogike v Mariboru, imaš tam razstavljeni tudi deli, mogoče kakšna beseda o njih, kaj inspiracija, kaj hočeš z njimi povedati? V bistvu prvo delo sem izvedla pod mentorstvom Darke Golja, kiparstvo, in sicer suženjstvo po svetu, prikazovanje, koliko suženjstva je še zmeraj prisotnega. Inspiracije v bistvu ni bilo. V tem času sem glih, mi je Alen, moj fant, pač dal neko za odgovoriti neko vprašanje, nek anketnik, ko lahko ugotoviš, koliko imaš, koliko sužnjev dela za tebe. In v bistvu to ful presenetilo, v bistvu 32 sužnjev dela po svetu za mene, verjetno minimalno, ne. In pač iz tega sem pol razvijala naprej to suženjstvo, prikaz suženjstva. Drugo delo pa pod mentorstvom Rimele Oto, in sicer Ne nič, inspiracija od še diplome lanske, ko sem jo delala, pod mentorstvom Dušana Zidarja, in sicer pač Warhol, to družbena kritika te družbe in človeka, v bistvu to. Ja, mogoče že kar na začetku se da opaziti, da gre pri tem, kako razmišljaš, kako se tudi izražaš, za človeško noto, tudi mogoče skozi portretno fotografijo se da videti, da te zanimajo ljudje in njihovo dojemanje, mogoče tudi umetnosti. Kako pa ti dojemaš to svojo pa drugo umetnost mogoče? Kako dojem portretno fotografijo? Recimo, mogoče. Pač meni nasploh portretna fotografija, pač nasploh portret mi veliko več da kot kakršna koli druga fotografija ali pa prikazovanje umetnosti. Ta ujet moment, ko ga ujameš, recimo neko veselje, žalost, jeza pri človeku, se mi zdi, da je veliko več meni osebno da, kot pa neka fotografija, neke rastline, makrono. Isto pri slikarstvu. Zdaj odvisno, tudi koncept je zelo pomembno, sploh pri kiparstvu, slikarstvu, kar razvijam tudi pri svojih predmetih in pri svoji magistrski nalogi, ki bo nadaljne. Lani poleti pa si se tudi odločila za eno malo daljšo potovanje, šla si štopati po Evropi in na nek način tudi tu imaš verjetno ogromno stika z ljudmi, gre tudi za to, verjetno, če se odločiš iti na štop, rabiš ljudi, da ti pomagajo priti čez vse in mogoče res na nek poseben način, na nek drugačen način spoznaš ljudi okoli sebe. Ja, v bistvu moraš biti kar dosti komunikativen pa odprt, če hočeš, da pač ljudje pristopijo do tebe, moraš biti sam, pač moraš iti do njih pa prositi za pomoč, moraš biti pač najvisok in pač pridi prositi, jaz rabim prenočišče, rabim hrano. In ja, lani smo se odločili s prijateljico iti pač od Norveške štopati proti Sloveniji. Zelo zanimivo potovanje, veliko izkušenj sem si nabrala, pač ne bi zamenjala za nič. Ja, in tudi v času potovanja sem veliko fotografirala z digitalnim fotoaparatom in tudi z polaroidom, ki sem ga dobila na Božnem sejmu v Berlinu. Torej, ja, večino imam pač posnetih fotografij ljudi, pa seveda tudi narave iz te Norveške, ki je čudovita. Potem se pravi Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Poljska, Češka, smo prepotovali 5000 kilometrov prek štopa. Pač neverjetna izkušnja, res nimam kaj povedati, brezbesedno. Pa kako izgleda to recimo, kako se človek odloči za nekaj takega, kaj sploh rabi, da mu to uspe? Rabi veliko, mogoče denarja, česa drugega? Ne, mi da smo imeli čist minimalni budžet. Najdeš karto, dokaj poceni, to Ryanair, pa kar imaš po internetu. Mi da smo imeli zelo minimalni budžet 500 evrov. Potem smo pač vsak dan jedli pašteto na kruh ali pa tuno pa kruh, pa spali smo v večjih mestih na couchsurfingu, tam ti itak dokaj skuha ali ti njim skuhaš, kakšne špagete minimalno. Drugače pa voda pa kruh, no. Zdaj, če hočeš pač videti svet na tak način, kot smo ga videli, meni res ni bilo do neke hrane posebej, pa do tega sem, da sem pač spoznala ljudi, videla, kar sem hotela, od narave do mest, pač
ljudi spoznala, veliko dobrih ljudi, ko so nam pomagali vse povsod. Moram reči, da niti ene slabe izkušnje, tako da ne, ni treba imeti nekega hudega budžeta, da vidiš svet. Ne, sploh ne, sam pač voljo pa veselje do tega, ne. Ti da mogoče taka izkušnja tudi mogoče kaj več volje ali pa ideje za ustvarjanje? Ja, ko sem prišla s potovanja, v bistvu sem mislila, ful imam zdaj v glavi stvari, sem zaradi tega potovanja, kao vse bom ustvarjala, v bistvu sem pol malo se polenarila. Glede fotografije pa ja, pač, če ne druga to, da imam pač željo še iti na to potovanje, kakršnokoli, kamorkoli, pa vsaj fotografirati, ker fotografija mi še zmeraj najbližje, no, tako da preko fotografije, potovanje, to bi bilo za mene idealno, no, fotografija, potovanje. Kaj pa mogoče za naprej, ali že razmišljaš, kaj boš še ustvarila, kaj boš še posnela, kaj še naredila? Glede ustvarjanja, ja, verjetno bom kaj nadaljevala v zvezi s tem, kar sem imela na razstavi, slikarstvo, pa v povezavi z mojo magistrsko nalogo. Glede fotografij upam, da čim več veselja imam, analogna, digitalna fotografija, v povezavi s kakšnim potovanjem, kaj pa bo s potovanjem v prihodnje, pa ne vem, ponavadi sem vedno kakšne 14 dni pred potovanjem komu razglasila, zdaj pa grem na potovanje, tako da verjetno bom šele pač tekom. Torej, čez 24 dni še ne greš nikamor? Čez 14 dni še ne grem nikamor, mogoče čez kak mesec pa že kam, ja. Poznanstva, ja, pač iz Erasmusa na Češkem, potem potovanje v Španijo, potem vse povsod od Poljske, Madžarske, Češke, Avstrije, Nemčije, Italije, pač vse povsod, kjer sem prej potovala, pa zdaj to potovanje po Evropi, štop. Pa že prej sem, v bistvu, ko sem bila na Erasmusu, sem tudi, ni bilo gnara, pa smo potovali prek štopa, pač od Češke do Budimpešte, do vse povsod, pač smo šli prek štopa, ker ni bilo gnara, je valjda. In poznanstva pač se vidijo tudi na teh fotografijah, te sledi potovanja in tega poznanstva, ki so ostala. Ja, fora je, da te fotografije, ki jih jaz prikazujem, ponavadi ljudem je tako, da pač rečejo, ful dobra fotografija. Pa ja, saj je dobra fotografija, ampak fora je pač, meni je še zmeri veliko bližje kot pa recimo tebi, ko rečeš, neverjetno moment je ujet, ja, pa sam meni še zmeri malo več, zdaj, ker mi je topleje, zdaj, ker vidim to osebo, na katero imam spomin ob te fotografije, ne. Valjda je pri meni še več, kot pa sam ta fotografija in nek ujet moment, ki je itak že sam po sebi neverjetna, ne. Pa ni mogoče ravno sam smisel fotografije, pa tudi umetnosti, da svoje občutke pokažeš tudi drugim? Valjda, mislim, ja, vsekakor, da preneseš te občutke preko fotografije, preko ujetega momenta, da pokažeš drugemu in mu daš ta občutek, in če nekdo drug zazna ta občutek, potem pač si naredil dobro delo, po mojem. Ja, in ja.